Robert Sabolič, danes tudi med strelci na tej tekmi, lahko bi rekli, da lepa tekma znova, ampak že s prejšnjimi sogovorniki smo prišli do istega, ne pomaga veliko lepa predstava, ko ni točk, ampak kakorkoli že obrnemo stvari, kako ste sami videli tekmo? Tekma je bila, veliko je bilo nihanja, tako kot včeraj, ampak včeraj smo začeli zelo slabo. Zato smo samo stopnjevali igro, smo igrali dobro, danes je bilo pa veliko nihanja v igri. Tudi zopet nisem zadovoljen z našo igro. Včeraj je bilo, mislim, da je bilo veliko boljše, ampak tista prva tretjina. Rezultatsko smo bili spet blizu. Škoda je, da nismo nič točk dosegali po teh dveh tekmah. Vemo pa, da si jih zaslužili, no, tako da je res škoda. Zdaj imamo še naslednja tekma je Danska. Tam pa res ne vem, zdaj imamo en dan za počitek, se moramo tudi počiti glave vse, da res odigramo eno pravo tekmo, kajti res nujno rabimo točke. Najbrž bo sedaj bolj pomembno psihološko v glavi imeti mir, kot pa da bi bila kakršnakoli težava s telesno pripravo. Telesna priprava je dobra, to vemo, ampak še zmeraj po dveh težkih tekmah si zmatran, ker nismo navajeni da imaš tako dan za dnem tako težke tekme, tako da tudi telesno smo malo zmatrani, ampak to se v enem dnevu se bomo zregenerirali, tako da tudi v glavah bo treba počiti. Zdaj je to kar težko, kajti nismo dosegli nič točk po dveh tekmah, bili smo pa zelo blizu in tudi mogoče tudi boljša ekipa, tako da je to res težko, tako da moramo počiti to glavo. Ravno to, kar ste sami rekli, bili boljša ekipa, najmanj 5 tretjin od 6 ste bili uspešnejši, vsaj po statistiki, čeprav statistika običajno tudi rada laže, ampak te malenkosti, te ne bom rekel pomanjkljivosti, so vas še enkrat stale. Prepoceni smo dobili nekaj golov, zelo pa se je bilo potruditi za vsak, dobesedno za vsak gol. Res težko dosegamo zadetke. Rabimo res veliko priložnosti za to. Že včeraj smo imeli toliko veliko priložnosti, pa nismo smo dosegli samo za en zadetek. Danes sicer 3, ampak smo tudi blizu zadetka. Sem rekel, treba bo res to pozabiti, kajti vemo, da točke štejejo, ne dobra igra, ne nič ne šteje. Tako da to treba pozabiti, pa se res zbrati še za naslednje tekme. Sedaj ste že nekaj časa tudi del reprezentance, pa tudi prej ste seveda najverjetneje spremljali vaše predhodnike. Nekdaj se je izgubljalo, ne vem, z Belorusi 8-2, 9-1, z Norvežani se je zelo težko igralo, čeprav imamo skupno nekako pozitivno bilanco. Sedaj pa ste povsem poleg in mali korak je potrebno narediti. V Vojensu ste bili tega zmožni, tu ne, res malenkosti, enkrat se tehtnica obrne desno, enkrat levo, enkrat v plus, enkrat v minus. Zdaj skoraj cela reprezentanca je igral v tujini, v močnih ligah, tako da napredujemo. Sicer pa Norveška tudi je zelo napredovala, kajti vemo, da vsi igrajo po zelo najmočnejših ligah. Tako da napredovali smo, kajti še 2 leti nazaj smo izgubili 8-2, 8-1 smo izgubili proti Belorusom. Danes je bilo tesen poraz, zmagali smo jih v Vojensu, ampak res smo se približali, ampak treba bo še kakšno zmagati, no, da ni dosti, jaz mislim, da ni dosti to, da se samo približaš na gol zadetka. Izgubiti za gol ni dosti, mislim, tako treba bo kakšno točko osvojiti pa kakšno zmagati. Danci imajo v glavah 8. februar, ko ste jim vzeli olimpijske sanje na njihovem igrišču. Željni so revanše. To bo še dodatna voda na mlin, na njihov mlin? Seveda, sigurno niso pozabili tistega poraza, ampak ne vem, mi pa tudi, po mojem, bomo tudi zelo motivirani zaradi
teh 2 porazov, tako da ne vem, če so v kakšni prednosti, tako da vemo, da bo težka tekma. Danci imajo tudi dobro ekipo, tako da mogli bomo res odigrati pač tekmo 60 minut na najvišjem nivoju, no. To smo prepričani, da boste napravili. Upam, da je tudi z vašo poškodbo vsaj približno tako dobro, kot takrat, ko ste prišli sem in da boste zdržali tudi te napore naprej. Hvala lepa za pogovor. Hvala.